No. Živijo, sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV. In končno sva se spravila ga narediti. Video o najnih top pametnih telefonih v letu 2020. Res je, ko mi čakam. Ja, sva oba dva zelo navdušena. Letos je bilo kljub koroni na trgu veliko telefonov, neki so jih tudi sama ocenila, dost pa ne, ker so pač YouTuber začetnika, brez keša. Kaj češ? Ampak ni panike, omenila bova tudi njih, ker sva glih tako spremljala dogajanje v povezavi s temi preostalimi telefoni. Tako da, če vam bo ta video všeč in vam bo pomagal pri nakupu novega telefona, seveda, ga všečkajte, naročite se na najin YouTube kanal in naj spremljate. To nama ful pomaga. Ja, ful nama pomaga. Spremljate naju na Facebooku, Twitterju, Instagramu in pa TikToku. Če vse to naredite, bo vam mogoče enkrat toliko bogata, da bo lahko vse zanimive telefone tudi sama sprobala. Tako da najna usoda je nekako v vaših rokah. You want me to be happy? Of course. Ok, najprej bova začela s telefoni, ki bi jih drugače rade volje sprobala. Sam nisem mogla priti do njih, ker se jih pri nas ni dal dobiti, na žalost. Eden od takih primerov je Oppo Find X2 Pro, ki je nekako otvoril letošnje leto za paradne konje oziroma flagshipe. Super telefon, s katerim je to podjetje tudi vstopilo nekako na ta področje flagship telefonov. Je telefon z odličnim zaslonom, veliko baterijo, zelo lepim ustenim hrbtom tudi. Ok, selfie kamera bi bila baje lahko boljš, nima brezžičnega polnjenja, pa video bi bil lahko malo bolj stabiliziran, ampak še zmer ni bila šlohna prava, ampak žal je prehmal tudi zginila v pozabo. Dobro, mogoče tudi malo cena ni bila toliko primerna, tako je bila malo nižja. Drug tak telefon, ki sva ga hotela sprobati, je bil Mate 40 Pro, v katerem sva govorila v svojem videu, lahko si pogledate na najem kanalu. Sam se ga pri nas ne prodaja, ker so ga pri Huaweiu zaradi ameriških sankcij naredili v menjih količinah. Najprej so bili cifre okoli 8 milijonov, verjetno se je zdaj to vse malo povečali, upajmo. Upajmo, da bo tudi pri nas naslednje leto, ampak je... Telefon drugače ima odlično strojno opremo, osvežitev zaslona 90 Hz, kamere so super, baje da so tudi odlični stereo zvočniki, ampak kaj mu vse to pomaga, ko pa ni lahko dobavljiv in nima Googlovih storitev. Škoda, lahko bi bil med letošnjimi velikani ob boku Note 20 Ultra, 12 Pro Maxu, žal usoda ni na njegovi strani. Bomo pa tudi videli, kaj bo Huawei naslednje naredil s Harmony OS, pa tudi zdaj so postavili novo tovarno v Wuhanu za proizvodnjo čipov, da bodo lahko spet svoje čipe delali, tako da 2021 bo zanimiv za Huawei. Bojo novo korono tam naredili. Še en odličen telefon, ki bi ga rada sprobala, je Xiaomi 10 Ultra z unikatnim hrbtiščem, odličnim sistemom kamer, ima tudi periskopsko zoom telefoto kamero in če bi ta telefon prišel v Evropo, bi bil za tako ceno, kot jo ima trenutno oziroma jo imel na Kitajskem, bi pojedel konkurenco, res pojedel. 100%. Sploh zaradi tega, ker je Xiaomi kot podjetje ful zrastel in tudi dobil na ogledu, sploh recimo skirce, kakšni sesalci so tudi zelo popularni. Ampak tega telefona na žalost tukaj ni bilo na voljo, sicer bi bil pa idealen za to ceno, res odličen telefon, ampak je pač za nas nedostopen in tudi verjetno ga ne bomo nikoli malo videti. No, ko smo že pri obžalovanju, lahko na tem mestu omenimo kar celo družino Google Pixel naprav, Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G in Pixel 5. Če boste pogledali kjerkoli tuj video o top telefonih za leto 2020, potem boste na teh seznamih sigurno dobili te 3 telefone. Ja. So odlični, sploh 4a 5G za svojo ceno ponujata odlično baterijo, pristno izkustvo Googlovega Androida v najčistejši obliki. Stock Android, tako je. In pa odlično kamero, po kateri so Pixi sicer dobro znani. Zdaj, v čem je štos? Zakaj mi dva omenjava Pixle tukaj?
V Sloveniji teh telefonov ne morete kar tako dobiti. Mogli se boste potruditi, jih naročiti iz tujine, recimo Telekom Slovenije je že dal jasno videti, da Pixela 4 in 5 ne bo prodajal, tudi ostali operaterji molčijo, tako da prav veliko upanja ni, da bi jih prodajali. Hočeš nočeš, Slovenija pač ni dosti velik trg za te telefone in še za marsikaj drugega Google-ga tudi ne. V mislih imam recimo Google Pay. Ja, dajmo probati to dobiti. Ja. Še zadnji tak telefon, ki bi ga tudi ful rada sprobala, pa je do zdaj nekaj najbolj posebenega v bistvu na telefonih, kar smo videli. Se ga sicer da kupiti pri nas, trenutno ga mislim, da Telekom Slovenije prodaja. No, to je LG Wing 5G. Čisto štekan telefon z ogromnim 17,27 cm zaslonom, sprodi pa skriva še manjši zaslon. Ko večji ga zrotirate, lahko en del telefona uporabljate v horizontalnem načinu, drugega pa v vertikalnem in zaradi tega mobilno izkušnjo doživite na čist drugačen način, kot ste pa to vajeni. Z njim res ne boste ostali neopaženi, ne bo pa glih tudi zaostati ga, tako kot recimo Samsung Galaxy Z Fold 5G ni. Ne. Ta Samsungov Z Fold 5G, res dolg ime, je eden izmed telefonov, ki so letos najbolj napredovali in naj bi naslednji let nadomestili Note linijo. Nekaj so te govorice, da Note linija kaput. Upajmo, da mogoče vsaj Note 21 pride, ampak tudi to verjetno ne bo. Počivi v miru, Note linija, zelo te bomo pogrešali. Tudi jaz sem imel Note 8, ko sem bil ful zadovoljen, malo sem slavden še vsem. Če gremo zdaj na dobre telefone, ki jih lahko priporočiva in nekako spadajo med bolj prijazne za denarnice, Davor Tujeva, da je to relativen pojem, seveda. Lahko tukaj omeniva iPhone SE, ki ima sicer roko na srcu precej zastarel dizajn, ampak vse skriva A13 bioničen čip, s katerim boste dobesedno leteli čez naloge. Res je. Če hočete imeti dober telefon, ki vam bo siguren govoril par let, potem je ta prava izbira za vas. Nekako v to kategorijo spada tudi OnePlus Nord, ki ga v Evropi dobite za tam okoli 400 €, če se ne motim. Ni glih najboljši, ker lahko OnePlus ponudi, recimo kamere bi bile lahko boljše, ampak če hočete imeti od OnePlusa Oxygen OS skin za zelo ugodno ceno in odličnim zaslonom, pol se vam splača pomatrati in ga naročiti v prosti prodaji prek neta, res ne boste obžalovali. Zelo dobro si to povedal. No, ker so pa drugače pri cenovno dosegljivih variantah, vmes vrgu ven še 2 opcije, če nimaš nič proti. Sicer so zelo dobro prodajana in zelo popularna, mislim, da v Evropi. Pocophone F2 Pro je prva izbira, odličen telefon, če vas zanimajo tam telefoni do 500 €, ima top procesor 2020, Snapdragon 865, narejen iz stekla in kovine. Z njim lahko snemate tudi videe v 8K resoluciji, še zmeraj ima sicer samo 60 Hz ekran, kamere niso najboljše in nima certifikata IP68 za vodotesnost in prahoodpornost, ampak za tak denar se res nimate kaj pritoževati, res se ne pritožujte, res je super telefon. Drug telefon, ki bi ga pa tukaj omenil, je pa Samsung Galaxy A71, na začetku leta je že prišel ven. Ima veliko baterijo, mislim, da 4500 mAh, 4 kamere, neskončen zaslon, to pomeni, da ima tisto kamero okroglo na sredini zgori. Skratka, čist primeren za povprečnega uporabnika. In pa če kolebate med A51 pa A71, vam priporočava, da kupite A71. Je malo višji rang telefona, tisti višji srednji rang, boljši procesor, boljše kamere. Na dolgi rok vam bi to pomagali, malo več boste zdaj dali, ampak lahko tudi dalj časa telefon zdrži. Mislim, da je bil poleg A51 celo najbolj prodajan telefon, sploh Samsungov, sigurno letos v Sloveniji. Dado, zmer bližje sva naslov najnega najljubšega oziroma najboljšega telefona za leto 2020. Ampak, preden greva oziroma na nju, je treba tukaj omeniti še 2 telefona, ki sta in na papirju in dejansko najboljša, ker predstavljata top of the top pri svojih podjetjih, pri svojih proizvajalcih.
Valjda imam v mislih iPhone 12 Pro Max in pa Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Oba telefona sta ogromna, oba imata odlične zaslone in odličen sistem kamer. Oba so testirala. Ja, oba so testirala, nad obima bila navdušena. 12 Pro Max ima še LiDAR tehnologijo za boljše nočne portretne fotografije. Note 20 Ultra na drugi strani pa ima S-Pen, S-pisalo, ki ga nima noben drug telefon. Oba kraljujeta, vsak na svojem bregu vojne med Androidom in iOS-om, pa oba sta valjda tudi draga kot žefran. Če imate zanjo dovolj velike dlani in valjda še večjo denarnico, potem bosta to telefona leta za vas. Tako, to sta vrhunska telefona, ni debate, hands down. Nista pa to najina telefona za leto 2020. Let me explain. Ker je treba v enačbi upoštevati ceno in ker hočeva izbrati telefone za vas, kjer boste za v redu ceno dobili veliko, sta ta dva pač predraga in sta najna zmagovalca telefona, ki imata bolj normalno ceno. Še enkrat, na tem mestu počivaj v miru, Note linija. Upam, da bo S21 Ultra nekako dorasla nalogi, da te zamenja. Preden pa poveva najna zmagovalca, bi vas rad še spomnil, da se prosim naročite na najin kanal, lajkate ta video, to nam res ogromno pomeni. No, pa še časno bi omenil en telefon in sicer je to OnePlus 8 Pro. Nisva ga mogla testirati v Sloveniji, se ga lahko dobi samo prek interneta, ampak s tem telefonom je OnePlus na trg končno poslal svojega pravega paradnega konja, svoj ta prav flagship, brez kompromisov. Tudi kamere so končno dosegle sprejemljiv nivo za flagship. In če se radi pozabavate, tudi malo z nabavo v prosti prodaji, pa malo po internetu poiščete dile, pa takoj plačate telefon, potem vam ga res toplo priporočava. Ne bo vam žal, ampak mislim, da je zdaj končno napočil čas. A je, Andraž, nam boš ti povedal tvoj najljubši telefon, najboljši telefon za letos? Z veseljem. Najljubši moj telefon v letu 2020. Vsi me skozi obtožujejo, da pač da sem androider, da mi ni mar za Apple, ampak bom šel kontra, vas bom presenetil. Moj najljubši telefon v letu 2020 je iPhone 12. Obična 12. Z njim je Apple zadev v polno. Točno to, kar sem jaz hotel, da bi naredil. Vrhunski telefon z OLED zaslonom. Odlični kameri ima, baterija mu dolg cajta gura in dejansko dobro deluje v rokah, kakor orang premijski telefon, za razliko od obične 11-ke iz lanskega leta, ki jo vsi priporočajo še zmer, ampak če imate cash, vzemite 12, po vas prosim. Odličen telefon, ki se ga da v easy priporočiti za vse, pa še velikost je glih pravšna, ne prevelik, pa ne premejhen, tako da z največjim užitkom, res največjim užitkom, skurcam vse tiste ljudi, ki namesto njega rajš kupijo 12 Proja. Vejo, kdo so, a ne? Točno vejo, kdo so. Ja. Dado, kjer je pa tvoj telefon za 2020? No, jaz mogoče meni poznajo kot malo bolj Samsung fanboya, čeprav v zadnjem času to malo premišljujem, da sem mogoče res malo preveč bil. Še zmer bom pa Samsunga predlagal tle. Obviously. Najprej sem mislil, a bi dal S20 Plus, ker ga tudi uporabljam. Poj sem se odločil, da bi mogoče razmislil o S20 Ultra, ampak ta je malo prevelik pa predrag. Obična S20 mi je malo premejhna, ampak veš, tam septembra, oktobra je ven prišel en telefon, ki je del te linije, S20 linije, ampak za full manj cache-a, pa brez večjih kompromisov. In to je v bistvu Samsung S20 FE. Tega, ki so ga midva tudi testirala 1-2 meseca nazaj, ful so bila navdušena, telefon je top, maybe ima majčken brade oziroma spodnji robu, je hrbet plastičen, sam še vse. Za tak cache, da dobiš toliko telefona, tega tudi OnePlus letos ni mogel narediti z obično 8, ko res tudi lažje boste kupili S20 FE. Plus še kamere ima sigurno boljše, kot so na navadnem OnePlusu 8. Tako da ja, v bistvu
Jaz nisem tako mogoče presenetil, ampak to je moj telefon na Androidni strani za letošnjo leto najboljši v bistvu. Ne, jaz te v bistvu podpiram, ker S20 FE je top. Kaj še češ, dejansko. Če ne bi 12 priporočil, bi pa tega. Pa tudi komod se ga da v Sloveniji dobiti. Komod. In to je pač važen za vas, najni naročnike, pač tudi to so vzela v obzir. Inač, slišali ste vse, kar sem vam imela zapovedati, kakor ste videli iPhone 12 in Samsung Galaxy S20 FE, OnlyFans Edition, kakor ga zdaj tam zelo rad pomenujeva. To sta najna letošnja zmagovalca. Veva, da so prezrla telefone za igranje iger, ker jih je pač pri nas težko dobiti. To je dejstvo. Tudi Xiaomi pa Sony sta imela veliko več telefonov. Sony v bistvu sploh niso omenila, ker je tako dost nišne telefone ima, ampak jih je tudi imel letos. Če bi to še zraven omenjena, bi bil video predolg, tega pa nekako nočem. Ja, že tako bo po moje spet malo daljše, ampak saj ne bo toliko dolgo, kot zadnje dva, ki smo se pogovarjali z iDoktorjem. V glavnem, to so bile v bistvu vse skupaj najboljše izbire najboljših telefonov za letošnje leto. Povejte nama dol v komentarjih, če se strinjate, ali bi vi še mogoče kaj drugega dodali, kakšen drug telefon predlagali. Upava, da so vam s tem tudi pomagala, pa dalo kakšno idejo za nakup, pa da si mogoče kakšen telefon bolj pogledate, pa razmislite o nakupu tega telefona. Tudi pač s pomočjo vseh videov, ki sva jih zdaj naredila na kanalu. Uživite na polno, ostanite na varnem, dobro praznujte praznike, mi se pa vidimo v naslednjem videu. Čau! Čau!